Pretekli petek je področje severovzhodne Slovenije zajelo močno neurje. To se je poznalo tudi na širšem Štajerskem, kjer so predvsem meteorne vode marsikomu povzročale preglavice. V Grošovju je obilno deževje odneslo del ceste, ki bi morala biti po mnenju krajanov urejena že pred leti. Bilo je dogovorjeno, da bomo naslednjo leto to zgodbo nadaljevali. Poglejte, material je bil pripravljen, podlaga za asfalt je bila pripravljena. Kaj se pa je zdaj zgodilo, vidite sami. Ves material, ki je bil namenjen za asfalt, nam je vse odneslo. Omenjeni del ceste se je v zadnjih letih urejal dvakrat, prvi izmed dveh nanosov na makadamsko cesto pa je bil izveden pred 4 leti. Zdaj je zgodba takšna, kot vidite je ves material odneslo dol na travnik, dol v dolino in zdaj nas bo ta sanacija ceste stala mnogo več. Naj se nekdo vpraša po odgovornosti. Mi samo govorimo o odgovornosti. Jaz še dvomim, da bo to kdo zdaj odgovarjal. Stalo nas bo to, zdaj je treba navoziti material gor. Kratkoročna rešitev je ureditev makadamske ceste v prejšnje stanje, dolgoročna pa asfaltiranje ceste, kar bi preprečilo škodo ob naslednjem neurju. Ko bo material gor navozili, kaj se bo v naslednji dan zgodilo? Ne pride ista ujma, bo se zgodba ponovila. Tako da je treba zdaj to sanirati tako, kot je potrebno, samo zdaj bomo dobili odgovor, ni denarja. To je farsa, ki se vleče že vrsto let in ne vem, jaz mislim, da bo treba ali bojo ukinili krajevne skupnosti, ker nimamo dobenega vpliva več. Na mene kot predsednika krajevne skupnosti ljudje pritiskajo, to je treba narediti. Mi vizijo imamo, samo odgovor je, ni denarja. Jaz pravim, moral bi se denar najti za te ceste makadamske. Četudi je del poškodovanega makadamskega cestišča od glavne ceste precej oddaljen, ga je treba v kratkem urediti. Zapirati se ne more, ker cesto rabimo vsak dan. Jaz imam tu za kositi 2 hektara, jaz bi mogel nekako domov spraviti in zdaj ne morem. Gre pošta skozi, nič ne more iti. Pa kruh vozijo, pa vse, se ne more. Petkovo neurje ni posledic pustilo le v Grošovi, temveč v širši okolici Maribora. V celotnem javni gasilski službi mestne občine Maribor, v katero spada tudi gasilska brigada Maribor, je bilo 33 intervencij. Od tega sta bili 2 strehi odkriti, kar smo prekrili. Ostalo je bilo črpanje vode in pa 2-krat smo posredovali zaradi udara strele. Nekatere, predvsem domače nepremičnine, lahko pred vremenskimi ujmami vsaj do nekatere mere zaščitimo, včasih pa je preprosto treba priznati, da je narava močnejša od nas in skušamo zmanjšati posledice, ki jih je pustila.